Po več desetletjih prizadevanj se bo morda še letos začela gradnja južne blejske obvoznice. Gradbeno dovoljenje za prvo fazo gradnje je namreč v teh dneh postalo pravnomočno. Mislim, da je to bil en najsrečnejših dni mojega županovanja. Po severni razbremenjeni cesti, da bomo počasi prišli še do južne, ki je v bistvu vsaj toliko, če ne še bolj potrebna, in da zdaj v bistvu bene ovire več ni, da se z gradnjo začne. Čakali smo ga dolgo časa, veliko je bilo usklajevanj. Dokumentacija za gradbeno dovoljenje je bila vložena že v letu 2020, konec 2020. Seveda potem pa vse tisto, kar sodi zraven. In zelo veseli smo bili letošnjega leta, 12. aprila, ko je bilo gradbeno dovoljenje izdano. Kdorkoli je bil deležnik pri tem gradbenem dovoljenju oziroma kjer poteka ta cesta na tem vplivnem območju, ima seveda pravna sredstva in v tem primeru je bila vložena pritožba na gradbeno dovoljenje. Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu septembru zavrnilo pritožbo. Potem smo pa čakali še tisti reden oziroma tisti rok, ki je bil potreben, da je bilo gradbeno dovoljenje pravnomočno. Na blejski občini pričakujejo, da bodo dela stekla že letos. Glede na dejstvo, da je vzporedno potekal tudi javni razpis za izvajalca del in je bil na javnem razpisu že izbran izvajalec del in da je strani občine in izvajalca pogodba že podpisana, je samo država oziroma Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo čakala še pravnomočno gradbeno dovoljenje. Tako da verjamem, da podpis pogodbe o delih bo izveden v najkrajšem možnem času in bodimo optimistični, jaz verjamem, da je možno začeti z deli še letos. V prvi fazi južne blejske obvoznice je krožišče s podvozom oziroma podhodom na Betinovem klancu in ureditev dela cestišča na Betinovem klancu. Začetek gradnje naj ne bi dodatno obremenjeval prometa. Prva faza, kot rečeno, govorimo o krožišču. Krožišče bo pač zadnji element na tem območju, kjer se bojo opravljala dela. Veliko je opornih zidov, govorimo o stari betinski cesti, govorimo o manjšem oziroma kratkem viaduktu in seveda jaz verjamem, da glede na to, da dela bojo potekala, so predvidena v časovnem obdobju do 18 mesecev za prvo fazo, jaz verjamem, da bo izvajalec uspel, da takrat, saj v tistih najbolj perečih poletnih mesecih, da bo promet nemoteno potekal. Druga faza je pokrit vkop do predora Straža. Tretja faza pa je Mlinsko polje, Zazar in priključek na trenutno cesto pri pristavi. Po optimističnih napovedih bi prvo fazo gradnje lahko zaključili do začetka poletne sezone leta 2024. Ja, načeloma ja. Moramo se pa zavedati, da vzporedno se že zbirajo vsi dokumenti oziroma dokumentacija za vložitev za gradbeno dovoljenje za drugo etapo oziroma drugo fazo in seveda tudi za tretjo. Na Mlinem, jaz sem znano, smo imeli civilno iniciativo. Skupnimi močmi, z veliko sestanki, s pogovarjanji z ljudmi, smo prišli do optimiziranih pogojev oziroma rešitev na tej trasi. V letošnjem letu smo opravili z lastniki zemljišč še terenski ogled. Trenutno se opredeljujemo do pripomb, ki so jih podali na idejni projekt na tej trasi in glede na moj občutek iz terena, jaz verjamem, da bo tudi tretja faza, ne nazadnje, oziroma za vložitev za gradbeno dovoljenje za tretjo fazo, da se lahko izvede že nekje v zaključku naslednjega leta. Ko bo južna blejska obvoznica zgrajena, bo imela po mnenju blejskega župana velik vpliv na življenje vseh. To bo neverjeten pozitiven vpliv. Prvič se bo razbremenila jezerska skeda, ki vemo, da je jezero naš glaven kapital, ki ga imamo in bi mogel biti tako rekoč nedotakljiv. Čim bolj, da ga ohranjamo še naslednjim rodovom. Drugič, skozi to se bo lahko začelo umirjanje prometa in ves promet, ki gre proti Bohinju, no, tudi
pri delu naše občine, Bohinjski Beli, Kaplenku, Slamnikom, ne, bo preusmerjen, tako da do te ljudje lahko tudi enostavno komunicirajo z drugim svetom, ne da vsako raje treba skozi Bled. Sej zmerom pozabljamo, da če bi bil Bled v eni zaprti kotlini brez izhoda, ne bi rabili ne severne, ne južne. Severna vemo, da je v bistvu cesta za gor in naprej za Pokluko, južna je pa cesta proti Bohinju. Ampak ker smo v taki geografski legi, na druga ne preostane. Breme obe dveh cesti večinoma na naših plečih in kot sem bil prejšnjemu direktorju hvaležen, Matjažu Berčovnu za severno, se tudi zdaj sedanjemu Robertu Klinarju, da si skupnimi močmi seveda le uspel zmeniti še z zadnjimi in jih s pomočjo države vse te dogovore uskladiti in jih prepričati, da so le na koncu privolili v to in da se bo zdeli, kakor se da hitro lahko začel. Vrednost gradnje prve faze južne obvoznice je 6,4 milijona evrov. Sofinancirata jo država in občina Bled, ki prispeva 8,7% delež.